Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Nekdanji sodelavec ameriške agencije za nacionalno varnost Edward Snowden je dobil začasne dokumente, ki mu dovoljujejo, da zapusti moskovsko letališče. Seveda pa bo moral ostati v Rusiji. Snowden je na mednarodnem delu moskovskega letališča Šeremetjevo že mesec dni in en dan prejšnji teden je, kot vemo, zaprosil za azil v Rusiji in njegov odvetnik je dejal, da je sprejel Putinove pogoje, da ne nadaljuje s škodovanjem ameriškim interesom. Ravno danes pa je bila v Ljubljani tiskovna konferenca predstavnikov civilne družbe, ki so izrazili razočaranje nad molkom tako slovenske politike kot tudi medijev v zvezi z afero, ki jo je s svojim razkritjem sprožil Snowden, zato od njih še naprej zahtevajo jasni odziv. Seveda pa bo ta tema povod za nekatere aktualne zadeve v slovenski družbi in politiki, tako da z nami so gospod Miloš Čirič, svetovalec predsednika uprave Zavarovalnice Maribor in tudi kolumnist, potem gospod Igor Koršič, predstavnik Koordinacije kulturnih organizacij Slovenije, gospod Ivo Svetina, pesnik in dramatik, in pa Matjaž Hanžek, predsednik stranke TRS. Pa bi mogoče, gospod Hanžek, vi ste danes najbolj nekako razgreli to sceno, ker ste primerjali Snowdena, da je Snowden isto, kot je bil nekoč Janez Janša, leta 1988, to je sprožilo kar velike polemike v bistvu. Ja, res je sprožilo polemike. No, jaz nisem hotel primerjati Janeza Janšo izpred 25 let in Snowden, ampak hotel sem primerjati pa pokazati reakcije neke države, ljudi v Sloveniji, ki se je takrat ob podobnem, če ne popolnoma, skoraj popolnoma enakem dejanju, ki sta ga naredila eden in drug, se pravi izdaja državnih skrivnosti, v primeru, da so te skrivnosti skrivajo željeno kršenje ali pa dejansko kršenje človekovih pravic strani države. Namreč prepričan sem, in takrat smo bili v Sloveniji bolj ali manj vsi prepričani, da to ne more biti kaznivo dejanje, da je to častno dejanje, če nekaj takega narediš, da preprečiš državi ali pa vojski ali pa komorkoli, da krši človekove pravice in skriva. Zdaj je to naredil Snowden in naša država, ki je nastala v velikem delu iz tistih dogodkov takrat, nič ne reagira, se ne spomni na svojo, bi rekel, preteklost, iz katere je izhajala, ščitenje človekovih pravic tudi v konfliktu z državo, državni organi. Takrat smo vsi šli na cesto ali pa velik del, zdaj pa to gre mimo oblasti, mimo velikega dela državljanov. Na to sem hotel upozoriti predvsem. Dobro. Zdaj, po mnenju večine danes ljudi, ki so bili na tiskovni konferenci, je treba vztrajati, da je Edward Snowden, pa tudi Bradley Manning in Julian Assange, da to niso izdajalci, v bistvu, za kar jih ima pač ameriška politika. Gospod Svetina, kako vi gledate na te ljudi v bistvu? Ja, če mi dovolite samo en mečkan uvod. Ja. Zdi se mi, da se je pojavil, oziroma da je že nekaj časa prisoten, bom rekel tako rekoč četrti totalitarizem, če govorimo o fašizmu, nacizmu in komunizmu oziroma stalinizmu. To je ameriški totalitarizem. Amerika je z vsemi temi svojimi dejanji v zadnjih desetletjih, najmanj pa od, bom rekel, vietnamske vojne dalje, teptala svojo temeljno listino. To je deklaracija o neodvisnosti, ki je bila sprejeta v Filadelfiji 1776. leta
in s čimer so bile Združene države Amerike ustanovljene. Kajti v tej deklaraciji so zapisane temeljne človekove pravice, in na osnovi te deklaracije o neodvisnosti je tudi v času francoske revolucije avgusta 1789 leta Narodna skupščina sprejela svojo listino o temeljnih pravicah državljanov. Skratka, gre za dve temeljni listini, na katerih sodobni svet od sredine 18. stoletja, torej od razsvetljenstva dalje, stoji. In nažalost se je v tem kršenju svoje lastne ustanovne listine so se Združene države izkazale pravzaprav kot tiste, ki kot vedno v nekih procesih globalnih svetovnih vodijo. Po koncu hladne vojne seveda si je bilo potrebno izmisliti nove sovražnike, notranje in zunanje, vsi totalitarizmi to delajo, tako tudi ameriški. In seveda je Amerika se soočila tako rekoč z osjo silami zla, oziroma razglasila določene države za sile zla in seveda znotraj tega tudi tiste svoje državljane, ki so poskušali opozarjati na to, kam ta logika vodi, ki je seveda imela opravičilo v 11. septembru, vendarle to je prešlo v neko, bom rekel, skorajda znanstveno fantastiko, ki pa zaradi sodobne tehnologije omogoča, bom rekel, vse mogoče prisluškovanja, vohunjanja. Če beremo sodobne kriminalke, to seveda niso več kriminalke v stilu Jamesa Bonda, kjer je bila, bom rekel, razdelitev sveta jasna. Danes so te stvari veliko bolj sofisticirane. Kaj hočem s tem reči? To, da so se Združene države Amerike kot na nek način zibelka demokracije izkazale kot vodilne v kršenju temeljnih človekovih pravic. In če svoje lastne državljane preganjajo zaradi odkrivanja stvari, ki so, seveda bom rekel, strašljive in so primerljive z nacističnimi ali stalinističnimi potezami, procesi, potem je seveda to nekaj, o čemer se mora sodobni svet vprašati, kaj to pomeni za nas vse. Zdaj, gospod Koršič, pri nas v bistvu nismo dobili neka zagotovila, da Sloveniji Američani ne prisluškujejo preko tega sistema. Zdaj, zanimive so bile pa debate takrat, nekateri so celo sprožili dilemo, da bi recimo Snowdenu ponudili mi politični azil, oziroma kakšna bi bila reakcija Slovenije, če bi recimo letalo z predsednikom ene od držav pač hotel pristati v Sloveniji, ki je pač ponudila politični azil Snowdenu. Verjetno najboljša reakcija Francije, pa Avstrija, pa Italije, žal. Mogoče se lahko odzovem prvič, niso še potrjeni papirji. Najprej je bila informacija, da je že zapustil, pa da je dobil, da so mu dali novo obleko. Že nova obleka je že prišla, ruska literatura, papirji pa niso končani. Pol bi rekel nekaj na totalitarizem, mogoče je prehudo to so elementi totalitarizma, ampak Amerika še ni totalitaristična, zaradi tega, ker če bi bila, potem bi ta proces bil končan in mislim pa, da smo na začetku nekega procesa. Nekdo je rekel in jaz se strinjam, da je to večje kot Watergate. To se ne bo končalo. Zaradi tega je pomembno, da tudi vsi na tem svetu, mislim državljani neameriških držav, se odzivamo, ker na ta način pomagamo tistim silam v Ameriki, ki se zelo trenutno najbolj
pravzaprav spoprijemajo s tem problemom. V tem trenutku ameriški senat, ki poskuša omejiti pristojnosti, ki je zelo kritičen do tega, kar se dogaja, in se Obama, ki je pa zelo prepričan v svojo zadevo, z vsemi silami trudi, da bi spravil skozi podaljšanje, kaj se ima, je to mandat ali kaj že, nacionalne agencije za varnost. Pa ne samo to, tudi pravzaprav Snowden sam je Američan, pa tisti, ki je spravil stvar v javnost, je ameriški državljan, en imeniten novinar, ki bi moral biti zgled vsem novinarjem tudi pri nas, Glenn Greenwald, ki se tudi osebno izpostavlja pravzaprav istim nevarnostim, je zelo pazljiv, ampak se izpostavlja istim grožnjam, ki so ogrozile Snowden je bil njegov vir, v bistvu, ne mislim. V tem smislu, ja, totalitaristične tendence morda, pa Amerika je seveda zdaj v situaciji, da vlada svetu in to je, kaj bi rekel, zapeljivo, da se in zelo lahko pride do zlorabe oblasti in v tem primeru je seveda prišlo do hude zlorabe oblasti in kršenja tako ameriške ustave kot univerzalnih človekovih pravic razglašenih v Združenih narodih leta 1948, cele vrste paragrafov. Tako da to je, ampak jaz mislim, da je to tempirana bomba, da je to Watergate na samem začetku, tudi Watergate je kar nekaj časa trajal, pa ga je Amerika takrat sprocesirala, jaz mislim, da bodo tudi to sprocesirali. Tako da na koncu bi jaz napovedal zmago Edwarda Snowdena. Dobro, to je zelo, bi rekel, optimističen scenarij. Ampak hollywoodskega filma. Preden ti dam besedo, Miloš, samo še eno stvar. Danes je še ena stvar je bila na tej tiskovni konferenci, ki je pač v prostorih Društva pisateljev potekala, je bila zelo, ki ne bo seveda ostala brez odziva. To je spoznanje, oziroma bi rekel, neka pobuda, da bi Slovenija izstopila iz NATO in da bi o tem ponovno plebiscit imeli. V bistvu zdaj mogoče bi še preden gremo na druge stvari, bi mogoče še gospod Svetina, zakaj gre v bistvu? A to je resno mišljeno ali? Zelo resno. Torej, mi smo se nekaj pisateljev, da tako rečem, slovenskih, se je lansko poletje, smo se o tem pogovarjali, da bi bilo potrebno dati pobudo za razpis referenduma o tem, da Slovenija izstopi iz NATO. To stališče ni bilo uradno sprejeto, rekli smo, da bomo počakali do jesenskih volitev, da ne bi to bilo... Mislite letošnjih? Ne, lansko leto. No, preprosto gre za to. Govorim o svojem lastnem imenu, pa mislim, da bi se s tem verjetno marsikakšen slovenski pisatelj oziroma pisateljica tudi strinjala. Zdi se mi, da je NATO, ta tako imenovana Severnoatlantsko zavezništvo, ker sem pač pesnik, se mi zdi že ta sintagma Severnoatlantsko zavezništvo nekaj nenavadnega oziroma nekaj slaba metafora, da tako rečem. Za Južni Atlantik. Predstavljam si neke sive, visoke valove, mrzu, veter in ledeni Atlantik in tako naprej. Skratka, šalo na stran. Res je, da se je takrat, ko je bil referendum za vstop v Evropsko unijo in pa NATO, da se je 66% udeležencev odločilo za Slovenijo vstopi v NATO. Mislim, da so bili takrat razlogi za to različni. Predvsem močan razlog je bil verjetno tudi to, ker se je s tem pravzaprav obetala slovenskim fantom, pravzaprav konec naborniškega sistema in tako naprej, skratka, da bi s tem so starši v njihovem imenu
če niso imeli že volilne pravice, glasovali za to. Takrat se je veliko o tem govorili. Za slovenske fante je bil zmeraj problem služenja vojaškega roka, že v bivši državi skupni. Ker nismo bili tako kot Srbi, ki so bili ponosni na to, da so služili. To boste formalizirali, to pobudo? To pobudo obstaja že besedilo teksta, besedilo, v katerem bi pozvali in utemeljili, zakaj nimamo Slovenci kaj početi v NATO. Jaz sem se pogovarjal tudi z dvema izvenparlamentarnima strankama, ki sta tudi omenjala ta problem. Nenazadnje je bilo jasno rečeno, da je potrebno, da se nemudoma slovenski vojaki vrnejo iz Afganistana. Ta nemudoma bo seveda tako, da bojo leta 2014 počasi vsi odšli, medtem se bo pa stvar tako zapletla, da ne bo več človeka in vojske, ki bo to lahko razrešil. Skratka, mislim, da bi si morala Slovenija v narekovajih privoščiti to samostojno stališče znotraj vseh ostalih članic NATO in Evropske unije, da iz svojih lastnih spoznanj o tem, kako smo pravzaprav prišli do svobode, do samostojne države, ne 91, ampak tudi v času 41-45, da v bistvu prepoznamo, da je to tako imenovano Severnoatlantsko zavezništvo pravzaprav orodje v rokah ameriške politike, zato govorim nenehno, da so to hudi simptomi totalitarizma in da bi Slovenci morali, da tako rečem, tvegati, biti toliko korajžni, kot se reče po domače, da bi to naredili. Dobro. Miloš, tukaj sem še nekaj. Izvolite. Ko je bil referendum za NATO, so bolj ali manj vsa slovenska politika enoglasno delala reklamo za NATO in marsikdo, ki prej ni bil, je zadnji trenutek se premislil. Jaz sem bil edini visok državni politik, ki sem javno nastopil proti temu. Vsi ostali so bili zraven, potem so seveda, če vse stranke skupaj se šteje, še skoraj 100%, tudi teh 66 še celo malo. Če se to. Drugo pa je, stranka za trajnostni razvoj je to imela že leta 2011, predvolilno zahtevo izstop iz NATO in še več, demilitarizacijo Slovenije, kar nima ok, tako da sem to še dodam. Bom zdaj, če lahko še Miloš, mislim, ali bo Koršič za to debato zaključil? Ne, jaz tudi rad igram hudičevega advokata, pa bom evo šel v obrambo NATO. Pa ne zato, ker bi bil proti ideji o referendumu za izstop zdaj, predvsem zaradi čist konkretnih zadev, se pravi iraške vojne, pa vojne v Afganistanu, kjer res nimamo kaj počenjati, ker to so katastrofalne vojne, kamor so stopili ljudje, ki ne razumejo nekih temeljnih zadev, ki jih mi razumemo zato, ker smo imeli partizane, in vemo, kdo je stimuliral najbolj naše partizane, to je bil Hitler, ki se je odločil za napačno politiko, približno podobno temu, kar se grejo te gospodje, se pravi politiko terorja. V mednarodni strokovnjaki za drugo svetovno vojno o tem zelo jasno pišejo, zakaj se je Slovenija ustala proti Hitlerju. Zaradi tega. In zdaj niso stvari čisto nič drugačne. Ne moram pa pozabiti, da sem bil parkrat v zadnjih desetletjih vseeno hvaležen NATO in Ameriki, namreč brez tega Milošević ne bi odstopil, pa mečkenje ne bi bilo konca klanja v Bosni. Dayton je bil izsiljen z te strani in jaz sem še danes hvaležen za to, ker sem videl Bosno krvaveti desetletja. Je bila ta intervencija prepozna? Je bila prepozna, ampak Evropejci sami jo niso mogli in takrat vem, da sem razmišljal, evo, Američani prihajajo tretjič, so prišli v prvi svetovni vojni pomagati, so prišli v drugi svetovni vojni reševati kožo Evropejcem in ker je bila Unija sladoledarsko nesposobna, so tudi tokrat Američani in tu so tudi uporabljali NATO. Zdaj to ne spremeni, da se je Srebrenica kljub temu zgodila.
Vem, ampak bi lahko imeli še Srebrenico, bi lahko bil Libanon, ki bi trajal več desetletij. Ampak to ne spremeni mojega pogleda na vlogo NATO v zadnjih 10 letih v teh dveh vojnah. Zdaj, Miloš, ti si v bistvu nekako dosti realist, ne? A si lahko, bi rekel, taka smela ali pa, če hočeš, heretična razmišljanja, sploh privošči Slovenija v tem trenutku, glede na to, da recimo ena tema, ki je danes pač in tema v Sloveniji, da Bruselj pravi, naj se Slovenija in Italija do jeseni zmenita, kako bosta rešila problem terminala, recimo, pa zaradi nekaterih drugih zadev, tudi v bistvu, ki v trenutku, kjer je zdaj Slovenija, ali si lahko to privošči glede na to, da ji pač Američani dajo bonitetne ocene in ne nazadnje smo si v Ameriki posodili denar, v bistvu, mislim, oziroma ne posodili, ampak so nam odkupili državne obveznice. Jaz mislim, da so taka razmišljanja dobra. Zakaj so dobra? Zato, ko preverjajo stvari. Ne? Ljudje se morajo, tudi tisti, ki so zagovorniki NATO, pa sam NATO, zraven take stvari se mora poboljšati. Jaz sem nasprotnik tega, da se sprejema takšne odločitve na vrat na nos. Zakaj? Zato, ker to je bilo podobno, kot če bi policija naredila nekaj narobe, da ima ukiniti policijo. Niso to stvari, ki se lahko postaviti. Vendarle je pa res potrebno to, kar so vsi sogovorniki opozarjali, treba je vendarle malo bolj to uravnotežiti. Oziroma izostriti stališče Slovenije. Tako je, zato ker stvari niso nikoli tako črno-bele, kot jih mi pogosto hočemo videti in ki tudi mediji pogosto prikažejo zelo črno-bele. To je bila ena ključnih pripomb, tudi medijski odziv v Sloveniji, kaj praviš, mislim, glede na to, da to znaš medije. Če mi, recimo, da mi 100% spoštujemo človekove pravice v vseh pogledih, kaj bi to dejansko pomenilo? Kakšne so to dejansko konsekvence tega? Konsekvence so tega, da bomo mi kriminal lahko zaustavljali ali pa kakršnokoli delovanje šele po storitvi, šele po dejanju. To ne pomeni, da je to vse pravilno, kaj nekdo počel. Kar se mene tiče, je Snowden naredil dobro stvar. Zakaj je pa naredil dobro stvar? Zato, ker ni šel v podrobnosti. Assange je naredil pa mnogo slabega. Zato, ker je objavil vse bez filtracije, bez belo česa in je povzročil tudi cel kup drugih stvari, cel kup zapletov, ki so nepotrebni, ki ustvarjajo težave, ker ljudje se zdaj bojijo med sabo pogovarjati. Se mi lahko naredimo tako, če se pomislite to samo, da bi mi doma naredili to. Načeloma pravimo, da se partnerja bi morala se vse povedati. Da si predstavljate, kaj bi to pomenilo, če bi se to res naredili. Če bi mi vsakemu povedali, kaj mislimo. To bi bilo grozo. Tako je tudi s temi stvarmi. Dejstvo je, da stvari niso tako enostavne za postaviti, je pa treba paziti in zelo paziti, da kdaj se gre čez rob pri kateri stvari in kdaj je to upravičeno ali ne. Namreč, dejstvo je, da ti moraš nekatere stvari spremljati, če hočeš preventivno delovati. Preventivno delo ne omogoča, da boš ti lahko kar tako, vohuniti morajo. Mislim, to so delali in bojo delali. A so naši sodelovali zraven? Ne vem. Gledajte, tudi Nemci niso priznali dolgo časa, dok jih niso naredili. In tudi zdaj se trudijo še kako, da do 22. septembra to bilo čim bolj mirno, ker si ne želijo imeti nobenega problema. Zaradi volitev v Nemčiji, v bistvu. To vam še pol povedal, kakve so posledice, pa kaj so na ekonomskem področju. Ampak niso stvari tako preproste in tudi, kaj se NATO tiče. Jaz bi raj te stvari sprožal debato, pa zakaj nas muči, pa kjer stvari dati, pa probati poboljšati, kot kor na vrat pa nos odločitve sprejeti. Ker to, kar je kolega prej rekel, je resnica. Če mi vse to razrušimo, kaj se bo zgodilo? Ampak zdaj še ta drugi del, če medijski odziv oziroma nasploh delovanje medijev v Sloveniji, mislim, to me zanima. Medijski odziv je bil dost mlačen. Mislim, da je bolj o princu oziroma novorejence več pozornosti. Mediji delajo to, kar jih zanima. V končni fazi, kaj kupuje. Če vi pogledate, mediji dejansko pokazujejo resnico ali pa govorijo o stvarih, ki ne bi dvigovali naklado, ki ne bi bile postavljene. Če bi mislili, da je Snowden, če bi Snowden dajal stvari, ki jih je Wikileaks dajal ven, potem bi to imeli. Pa bi bila to tema številka 1. Ker pa tega ni, ker pa ni ničesar takega, ker je on samo opozoril na to, kar se dogaja, na tehnologijo, pa opozoril, kdo je sodeloval, pa se to, on ni konkretne stvari govoril.
Ni rekel, njega spremlja, ali pa Hanška, ali pa tako dalje. Ne, ni bilo tega. Ja, gospod Hanžek je rekel, da ga policija spremlja. Seveda so vedeli, da je imel generator v avtu. Minister je vedel, da je imel Pa generator v avtu. motorko. Motorko tudi. Jaz sem namreč zagovornik Mlakarja, ki poje. Gorenak. Nimam več, kaj že. Sikerce nimam To je več. čisto resno. kaj. Resno. Gorenak je zdaj pred dnevi opozoril na to, kaj prevaža kolega med demonstracijami namreč. In je izgledalo, kot da je to najmanj neka bomba po njegovi izjavi. Pač neki grozen ga je v prtlažniku Hanškovem, pa je bil generator. Kar se Assangea tiče, res na začetku je bilo tako, kot pravite, da ni filtriral, pa so takoj, čim se je to pokazalo kot sporno, so začeli filtrirati. Wikileaks ne dela več na ta način. Razen tega mislim, da so utemeljeni razlogi za to, da bi mediji veliko bolj resno vzeli to zadevo, ker nisem nasplošno upozoril, jaz sem večkrat preposlušal te zadeve, predvsem tega Glena Greenwalda, ki je poročal, kaj pravzaprav pomeni to, kar je Snowden razkril. To pomeni, da je vse internetno, Vsa elektronska pošta, v bistvu. vse elektronsko komuniciranje preko je Facebooka, posneto Twitterja. in shranjeno v Ameriki. To ne pomeni, da vsemu temu prisluškujejo, ampak vse, in to se dogaja še No, v tem, to se dogaja še v tem, da lahko v vsakem trenutku bere Tako je. elektronsko pošto. In Snowden ni bil na kakšni visoki poziciji, je bila neka tehnološka nižja pozicija in celo on je lahko šel kamorkoli je hotel. To se pravi, dve stvari. Prvič, delajo nekaj absolutno nedopustnega, ki je v nasprotju z vsemi ustavami, ki so kaj vredne na tem svetu in z človekovimi pravicami. Drugič, to delajo, kaj bi rekel, nekompetentno. Ta organizacija zgleda razštelana, če lahko en Snowden jim odnese vse, kar počenjajo in dostopa do vseh podatkov, kar je rekel, da lahko. Dobro, To pomeni pol, da lahko en lopov pride in izseljuje pol sveta. To je grozljivo. Ne? Če dovolite, samo pogledamo glase, pa takoj po glasi nadaljujemo, dobite besedo. Pogled, kaj smo že. Ponovno pozdravljam. Zdaj, če še na kratko gremo, če nadaljujemo to temo. Mislim, ne vem, a ste vi, gospod Svetina, ali kateri od sogovornikov rekel, da živimo v krasnem novem svetu leta 1984. Se je začel. Ja, danes na tiskovni konferenci, v bistvu, kaj ste hoteli, zakaj mislite, da smo v Orwellovih časih? To sem jaz. To ste vi? Ja, jaz sem začel, ampak lahko bi tudi kdorkoli od nas, ker smo vsi zapleteni v to zgodbo že. Večer vi vidite, rekel sem, da aktualizirate v bistvu. Ja, gledajte, če preberete 1984, ki smo ga pred 20-30 leti in več brali in smo mislili, da je to pač fikcija, ki se ne bo zgodila. Zdaj pa, če primerjate to nadzorovanje ljudi, je popolnoma enako s tem, da še hujše, ker imajo mnogo več tehničnih možnosti. Morda je malo manj ljudi pobijajo, kot so jih tam, ampak zaradi tega, ki jih lahko bolj nadzorujejo, ker pač jih preprečujejo. Glavnem, stvar je v tem, da namesto, da bi šli k več svobode, več demokracije, vedno bolj postajamo kontrolirani. Jaz sem tam v začetku 90. šel v London, saj sem že prej tudi, ampak takrat sem bil šokiran, ker sem na vsakem koraku kamere spremljene. Jaz tega nisem bil navajen, pa prišel sem, kako se temu že reče, iz svinčenih časov, iz svinčene države v demokratični London, pa sem šel v trgovino, pa odložil vrečko, ker sem v eni drugi trgovini prikupil brikete za tisti njihov kamin. Stopil sem 2 koraka stran, je že eden priletel k meni, da ne smem puščati vrečke tam. Mislim, grozljivo sem se počutil že takrat in zdaj smo pa počasi zdrsnjeni vsi v
v to zgodbo. Gospod Svetina, vi ste še... Samo na kratko. Lejte, že prej, kar sem omenil v zvezi z NATO. Bom pač tako, kot so mi tudi nekateri učitali, da še zmeraj živim v letu 1968, ne 84, pač ni bilo lepo. Je bilo, pač bodimo realisti, zahtevajmo ne... 48, ne 84. 68, ne, 68, ko so pač, je bilo geslo pariških študentov, bodimo realisti, zahtevajmo nemogoče. Jaz mislim, da je to pač še zmeraj na nek način sem dedič tega razmišljanja. Drugo bi pa to še omenil, da nisem noben specialist za te zadeve, ampak po nekem zdravem občutku se mi zdi, da se je človeštvo zapletlo sam v smislu čaščenja in pospeševanja razvoja. Vsa ta tehnologija se skokovito, ne vem, katero potenco, razvija, ceni, skratka tisto, kar je bilo še pred 2-3 leti nezamisljivo, je danes že realizirano, vsak ima, kaj ćemo razlagati v Kindlu in elektronskih knjigah, to je tako rekoč že skoraj da za staro šaro, ne. Ta naivnost, nezrelost človeka, da slepo zaupa v razvoj, ki nas bo pripeljal, sprašujem se kam, na to nas je opozoril konec 60 let profesor Dušan Pirjevc. Da je ta slepa zaverovanost v razvoj pravzaprav temeljna napaka zahodnega, bom rekel, sveta, takrat je bil vzhod, seveda je bil precej drugačen, kot je danes, ampak da je ta slepa zaverovanost v to, da bomo s tem prišli v raj, tako rekoč. In v tem se pa skriva kal nihilizma. Živeli bomo končno v najboljšem svetu vseh možnih svetov, ampak to pa pomeni seveda, tu noter se pa skriva tisto, kar se potem dejansko dogaja. Ne, da se pravzaprav govorimo o humanizmu, o vrednotah, o človekovih pravicah, ampak se nenadoma soočamo samo z nenehnimi, bom rekel, nihilističnimi zadevami. Jaz bi tukaj nadaljeval, če lahko, samo, ker to se zdaj odprl, o tem sem že nekoč govoril, pa sem pozabil. Bistveno, največji problem je, če se zdaj tukaj pri tem, kar je Snowden odkril, bojimo, je ta razlika med, jaz bi rekel to, kar ste rekel, razvoj, samo ta tehnični razvoj, medtem ko kulturni, etični, filozofski smo pa še vedno v Grčiji, v stari Grčiji pred 3000 leti. Istočasno imamo pa tehnično atomsko bombo, vse stvari, ki jo obvladamo, ali pa z istimi možgani izpred 10 000 in več let. Ta razlika med tehnološkim razvojem in med nerazvojem kulturnim, zavesti, kakorkoli, to je tisto, kar je zame najbolj strašljivo in tukaj je tista temperana bomba, ki nas lahko raznese. Jaz mislim, da se do nekaj takega. Snowdenova zgodba se mi zdi, da konkretizira to zadevo. Kdo je bil Snowden? To je bil en mlad idealist, ki je verjel vse, kar so mu povedali v ameriški šoli. Zaradi tega je šel v vojsko, zato da je šel v Irak širiti demokracijo. Manning ali pardon. Vojak. Manning, ne, ta je šel pa v CIA. Snowden, tudi oba sta bila volonterja mislim, da tudi Snowden je bil v ameriški vojski najprej, potem se je pa iz istih razlogov še prijavil za CIA in potem je začel delati in potem, ko je to videl, se je zgrozil in je popolnoma človeško reagiral, brez velike filozofije, brez Heideggerja, da je pač da to ni tisto, za kar je on šel, za ideale širjenja demokracije. In je celo tukaj trezen, da je verjetno na podlagi Manninga videl, da kaj se mu lahko zgodi, če bi šel to, kar zahtevajo od njega v Ameriki, da bi to razkril v Ameriki in da bi potem se soočil z ameriškim sistemom. To je naredil Manning in je bil eno leto, pravzaprav spet so kršili človekove pravice nad njim, je bil pod torturo.
je bil eno leto je živel v neznosnih razmerah in se je tega rešil šele potem, ko so Združeni narodi in še nekateri drugi urgirali. Tako da, kje smo zdaj, da človek z vestjo, ki vidi nekaj, kar je nesprejemljivo iz njegovega človeškega izhodišča, reagira na to, na človeški način, sistem ogroži življenje. In zdaj, to je bilo vedno tako verjetno, ampak to, kar je novo, je, da smo mi vsi, ki smo priče temu, ta neki kor grški, da smo to sprejeli in da smo tiho in da si ne priznamo, kaj se dogaja in da ne sprožimo preplaha. To je novo, a ne? V preteklosti, recimo, če so se taki špijonski škandali, pa taki škandali odkrili, če so žvižgači prišli, so šli pričati pred senatno komisijo in je nastal škandal in se je morala politika zagovarjati. Zdaj se pa politiki, Obami konkretno, ne zdi niti vredno tega razlagati. Mimogrede je 2 stavka rekel, nerazumljiva, da to smo tako vedno počeli. In to še vedno ni. In to je znamenje novih časov, to je orwellovsko. Razumem, ampak zdaj ste imeli, mislim, kakšen poseben razlog tudi, mislim, zaradi dogajanja v Sloveniji, ne, ker recimo danes je bilo tudi omenjeno novela zakona o javnem zbiranju skrbi v stajnike, ne, in eden od, mislim, da Petrovčič je rekel, da če so vile navaren predmet, naj še traktor razglasijo za navarnega, saj bodo kmalu imeli 30.000 na cestah. Ne. Tako je, celo v tej naši liliputanski Sloveniji se ta razvoj kaže. Ne? In je čist nezaslišano, kar se mene tiče, da so razkazovali mišice z helikopterji, pa z oklepniki in z onimi vodnimi tanki in s temi pošastnimi ograjami, ki jih postavljajo sred trga Republike. Ob tem, da je popolnoma jasno, da so vstajniki bili edini, ki so bili sposobni organizirati se tako, da niso celo tisti, ki so verjetno imeli naročeno, uspeli s svojimi provokacijami. Na drugi strani država, parlament in vlada, kljub vsem pritiskom in kljub vsemu, da se je o tem veliko govorilo, še zdaj niso sproducirali kredibilnega poročila o tem, kdo so ekstremisti. Kdo so bili tisti, ki so bili... 150 v Sloveniji, zadnjič bilo rečeno, da je 150 ekstremistov v Sloveniji. Ampak čist konkretno, tisti, ki so delovali na drugi ali kateri že vstaji, ki so bili posneti in kjer je bilo popolnoma jasno, kaj se dogaja, to še vedno ni pojasneno. Tako da celo na našem tem butalskem malem vrtičku se dogaja, se kaže ta globalen trend. Zdaj, ker smo pri vstajniškem gibanju, kako ti gledaš, kako se zdaj ta celotna zadeva razvija s tem vstajniškim gibanjem? Zdaj očitki z desne strani so, da je pač bilo to vstajniško gibanje namenjeno samo rušenju Janše in da se je ustavilo to vstajniško gibanje, ustanavljajo se nove stranke. Mislim, da je kar več napovedanih. Gospod Pirjevic ustanavlja stranko, potem tudi mislim, da nekdanji predsednik Računskega sodišča, oziroma kako gledaš na to dogajanje, v bistvu me zanima, ne, če smo že zašli v to temo vstajniškega gibanja in dogodkov. Samo trenutek še prej pa sem vrnil na to. Ne? In sicer dejstvo, da razvoj bo šel naprej in da govoriti proti razvoju, pač tisti, ki ne želi razvoja, gre lahko v kočevski rok. Ne? Ima vse možnosti. Jaz poznam to človeka, ki še zdaj Nokio uporablja to staro in mu še zmerno funkcionira. Kdo od med nami ni usposobljen za uporabo novih tehnologij, pa da ne ve, kako se obnašati, je ena stvar. Če se mi sami naučimo tega, je to naš problem. Ne? Dejstvo tehnologije so, dejstvo, da bo šel, da so enako govorili za avto, pa za lokomotivo, kaj bo to smrt, pa kaj bo obstavilo, pa ni bilo. Dejstvo je, da Snowdeni se bojo zmerno pojavljali. Zmerno se bojo pojavljali poskusi česne, zmerno se bojo pojavljali žvižgači. Zakaj v Ameriki je ta situacija kot je? Je zato, ker so na oblasti demokrati.
Če bi bili obratno, ne, bi se to zgodilo, o čemer se je prej razlagal, bi se to zgodilo, ne, zato ker bi bilo, zdaj pa opozicija, če uporabim ta izraz, ne, je tako zagovarja to od začetka že, to je v njihovem, skoraj bi rekel, programu. Njihov program. Ja, seveda, ne, se pravi, da je ta stvar čisto logično, zakaj se to dogaja, kaj se pa ni dogaja. Zdaj pa, če se vrnem na staniško gibanje, pa to, ne, dejstvo je, da ljudje v tej situaciji, taki kot je, ne, v ekonomski krizi, v neznajo, vse skupaj so jezni. Če pogledate komentarje, mene je kolegica Carmen Čelam lepo opozorila na eno stvar, in sicer na to, da ko je brala članke, ki so bile piše čisto o čem drugem. Od spodaj, ko komentarje gledaš, nimajo veze s člankom, zaprite jih, klopovi, kradejo se, vse skupaj so nesmiselne stvari. Popolnoma nesmiselne, se pravi, nimajo čisto nobene povezave z člankom, niti s temo, in tako dalje. Ljudje so jezni, izražajo to na vse možne načine. In med stalniškim gibanjem, pa iz stalniškega gibanja, ko se ti boriš proti nečemu, in kar je čisto vseeno, so se proti Janši ali so ti proti Kremlju, ljudje so izražali svoje mnenje. Izražali so na nastavno dovoljen način in tako so počeli razni nekateri drugi, ki seveda zdaj se pojavlja vprašanje zame, ko je bilo predstavljeno, ne, zdaj je druga vlada, ne, pa kljub temu ne vemo, kdo je. Če so to Janševi plačevali, ne, vse skupaj, kako ta vlada tega ne odkrije, ker to je bilo krasen argument proti njim, pa tega ni. Ne. Se pravi, da je čisto možno tudi, da so se ti fanti spontano zorganizirali, ki so hoteli razbijati. Včasih so pač kante, pa so imeli fuzbal tekme, zato zdaj delajo pa druge stvari. In tudi to je možno, ker ima svoje stvari. Ampak je neverjetno, da pa ne odkrijejo. Se strinjam samo. Da nam ne povejo tega. Mi smo to zahtevali takrat prvi teden. Mogoče dejansko ne vedo. Ne? Pa če imajo posneto. Pa če vedo, kaj Hanžek Hanžka je lažje spremljati. No, ampak govorim o tem, ali obstaja potencial za politične stranke, da se to razvija, da se iz tega razvije nova. Demokracija, dok je tak politični sistem, to sigurno omogoča. Sigurno je postavlja, da se lahko znova razvije nova pozitivna Slovenija, kaj takega lahko. Kaj je problem stalniškega gibanja, če mene vprašate, zakaj bo imel težave? Zato, ker mora pokazati, v času krize ljudje iščejo učinkovite ljudi. Ljudi, ki lahko rešijo ekonomski problem. V Mariboru je ekonomski problem ta trenutek pomembnejši, kot je. To sem, veš, da sem jaz napovedal, se bo to zgodilo, pa nisem imel pojma, kaj povod. Ampak vedel sem samo, kaj se dogaja, da je tam huda kriza in to se zdaj poglablja. In boste videli, kaj se bo zgodilo v jeseni. Oktober, november. Posledic pa že zdaj lahko povem, da se bo zgodilo zaradi tega, ker zdaj se cela zgodba zavlačuje, zapostavlja zaradi nemških volitev. In dejstvo je, da po nemških volitev se bo stvar sprostila. Dejstvo je, da nas Evropa sili k programu pomoči. To najbolj dokazuje to, da so slabo banko zavrnili in če mene, kaj se bo zgodilo, jaz se upam staviti zdaj, da bo prišlo do te situacije, da nam bojo zelo znižali tiste bonitetne ocene. Tiste terjatve, tiste kredite, pa tiste, ki imajo prenos v slabo banko, bojo zelo znižali vrednost in na Ljubljanski banki bo po mojem okoli 300 milijonov znižanja. In tako, ko bojo znižali, nas bojo prisilili v to, da gremo v pomoč SMA. Prisilili nas bojo v to. In ko se bo pa to zgodilo, ko nam bojo pa začeli delati stvari, takrat bo pa ljudje ponoreli počasi. Kajti te posledice, ki so hude, ki iz tega sledijo. Zato je to, ne glede, kjera vlada je, leva, desna, vijoličasta, vsem je, kjera barve je, vse skupaj je za nas ekstremno pomembno, da stvari razrešimo zdaj, dok imamo do 22. septembra. Zato je mene zelo, zelo strah, da zdaj recimo se dali 15 podjetij v prodajo, jaz vem za 4 podjetja, razumem, da se pojavljajo so interesenti, ne, pa še niso dostavili, minister financa še zdaj ni uspelo dobiti, še zmeraj čaka na to, da bi ti zrbil, da bi lahko sploh začeli pogajati. Izvolite, gospod. Se strinjam s tem popolnoma. Ne strinjam se pa čist, in to je zelo pomembno. Z analizo stalniškega gibanja. To ni analiza, ja, ne s tem delom, ki projicira razvoj v prihodnosti in kaj delajo z nami. V bistvu je jasno, da je pritisk, ki ni verjetno konspiracija, ampak da je pritisk na Slovenijo, jo omehčati in jo narediti šibko. In pripraviti za prodajo. Jo, pa skoraj piše na čelo zdaj Merklovi, pa ne sam Holand, danes sem poslušal francoskega ambasadorja, kaj jih zanima. Na Balkanu zanima jih isto, kot zanima Merklovo. Telekom je fantastična zadeva naša in tako naprej.
In da to poteka, v tem ni nobenega dvoma, se mi zdi, da je tako razvidno, neverjetno jasno. Ne strinjam se s tem, kar se tiče razvoja. Problem je v tem, da ta tehnika, ki se razvija, nima nobene etike. In naša etika je pa res, je taka, kot je, verjamemo ne v to, da bi razvoj bil slab sam po sebi, ampak verjamemo, da je razvoj že tisto nekaj dobrega. Če dovolite. Razvoj je sam bicikl. Bicikl, ki je čedalje bolj popoln in bolj, ki je popoln, bolj gre hiter in bolj, ko gre hiter, bolj je navaren. Bolj mora biti biciklist usposobljen z njim delati. Mislim, da imamo en klic, če dovolite. V bistvu, dobro večer, če se slišimo, lahko postavite vprašanje našim gostom. Ali pa... Ja, dobro večer. Izvolite. Mišo iz Ljubljane. Ja. Kar izvolite. Najbolj bi rekel, da imate izredno zanimivo omizje. Hvala. Debata je tudi zelo živahna, v pravo smer usmerjena, vendar jaz mislim, da gre, vsaj moje mnenje je tako, ne, da gre predvsem za razdelitev kapitala oziroma za centre moči. Ne. Centri moči so vedno... Mislite znotraj Slovenije ali v Evropi, ali kaj mislite, oziroma v svetu? Ne, na svetu, vse mi smo del sveta, ko smatram Slovenijo. Ne. Gre za centre moči, te centri moči so seveda kapitalsko povezani, vedno bolj so ozki, kapital se veže vedno na manj teh subjektov, ne? In te subjekti se bodo pač mogli na nek način začeli braniti od ostalih 7 milijard ljudi, ki so na svetu. Ne? Razlike med vladajočimi finančnimi strukturami in pa nami normalnimi ljudmi so vedno večje. Ne? Torej, česa se vsi borijo? Borijo se revolucija. Ne? A veste, vsi pravzaprav nastavki za eno resno socialno revolucijo so tle. Velike množice ljudi so obubožane, a ne? In ko jih bojo pripeljali do te mere, da ne bojo imeli več kaj izgubiti, bojo pač po stari navadi, ne slovenski, ampak po stari človeški navadi, zagrabile buzdovane in bojo šli, ne? In bojo začeli tolči okoli sebe. To se pravi, te centri moči delajo svoje lastne močne vojske, svoje lastne močne policijske enote, ki so povezane seveda z vsemi temi novimi informacijskimi sistemi in mislijo, da bo na ta način lahko vsaj deloma blokirali ta gnev pravzaprav nad normalnih ljudi. Glejte, o čem se danes sploh še govori? Govori se o dodani vrednosti, a ni to ena grda beseda? Glejte, zakaj se nikdar ne govori o dodani vrednosti v kulturi, o dodani vrednosti v medčloveških odnosih? Zakaj se govori samo o dodani vrednosti kapitala? Ena od najbolj zame težkih in nesprejemljivih zadev, ko pridete v neko veliko stolpnico in tam pišejo ravnanje s človeškimi viri. A ni to grozno? Kakšno ravnanje s človeškimi viri, prosim vas lepo. Katastrofa. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše... Hvala. Lepo se najte živim. Gospod Svetina, zdaj, če malo ostanemo še na tej niti, ki smo začeli, prodaje slovenskega premoženja in geostrateških interesov v Sloveniji, kako vi vidite, čeprav vem, da to ni, mislim, s ekonomijo se ne ukvarjate, ampak vendarle, kakšen je po vašem kontekst teh dogodkov, ki jih je Miloš ocenil, da je to pritisk, da bo pritisk trojke, da sprejme Slovenijo, oziroma da pritisk na Slovenijo, da sprejme pomoč čim prej v bistvu. Ja, hočeš nočeš, je danes človek prisiljen, če tudi ni študiral ekonomije, se ukvarjati s tem. Problem je pa ta, da če poslušam domače ekonomiste in če berem tudi tuje, razne članke tujih ekonomistov, vidim predvsem, da je očitno ekonomija, kot je nekdo enkrat nekoliko šaljivo rekel, tista veda, ki zna kot meteorologija. Zna povedati natančno, da je včeraj popoldan bila toča. Kaj bo pa jutri zvečer, pa ne ve.
Ker komu bi danes lahko verjel? Zakaj se neki te mladoekonomisti nenehno spravljajo nad staro ekonomiste? Za Slovenijo vemo, smo imeli že v 19. stoletju staroslovence in mladoslovence. Skratka, to ni za nas, zdaj imamo pa staroekonomiste in mladoekonomiste. Jaz moram reči, da resno zadnje čase spremljam to misel ekonomsko, ne samo to domačo, ampak tudi kolikor je možno tujo, ampak ne moram doumeti, skratka, gre za nek, pa nisem pristaš zarote, teorije zarote, ampak jaz mislim, da gre za nek sistem, ki točno ve, da skuša pravzaprav samo izključno svoje interese uveljaviti. Kupiti Telekom, recimo, tistega kupca Telekoma, potencialnega, ne zanima prav nič drugega, kot to, kaj bo s tem nakupom on pridobil. Skratka, logično, seveda, tudi nadzor, v bistvu. Tudi dajanje posojil. Se vemo, sam človek osebno ve, kaj je pomeni, če se enkrat v neki stiski odločiš, da vzameš nek kredit, kako si pravzaprav potem nenehno s tem kreditom pravzaprav te udarja po hrbtu ta gorjača. Torej, skratka, meni ni jasno, samo resno bi pa želel imeti nek, kot se danes rado reče, transparenten pogled na to. To, da smo del svetovnega, to je sigurno, jasno, normalno, ne moramo se mi izolirati. Ampak vemo tudi mimo grede, mednarodni finančni sklad je že priznal, da so te poteze niso učinkovite. Šparanje, se ne gre za šparanje, gre pravzaprav za odrekanje. Uničevanje. Drugič je bilo rečeno seveda, da so te bonitetne agencije dajale te ocene kar tako, v narekovaju, jasno, z nekim jasnim ciljem. Torej, vsem tem se človek preprosto ne znajde več, vemo pa seveda, da je ta krivulja nenehno gre navzdol in ker pač je neka zakonitost, da je to neka sinusoida, ki mora pravzaprav doseči dno, kje je to dno, ne vemo, šele potem se začne lahko vzpenjati. To ni stvar mesecev, let, ampak desetletij. Skratka, mi smo se pravzaprav znašli v situaciji, kjer je pa treba brez patosa reči, da je seveda mladi ljudje so pravzaprav popolnoma oropani vsakršne perspektive. Ne samo brezposelni, tudi drugače. Prihodnost je grožna, kot je rekel italijanski filozof. Prihodnost je grožna. Mi, ko smo živeli v svinčenih letih, v 60-ih, 70-ih letih v socialistični federativni republiki Jugoslaviji in v Sloveniji, smo imeli pred sabo jasno pot, kam bomo šli, kako, in smo imeli tudi možnosti. Danes te ljudje nimajo. Skratka, to je popolnoma, bom rekel, ljudje, milijoni in milijoni, množice ljudi brez vsakršne prihodnosti. In to je tisto, na kar bi moral ekonomist odgovoriti jasno. Kaj pa recimo čisto konkretno, če vas vprašam, recimo te prodaje, spisek premoženja in pa prodaja Mercatorja, pa koncu v bistvu, kaj bo pravzaprav? Preprosto moram reči, leta in leta smo poslušali o nacionalnem interesu. Potem so seveda se pojavili ljudje, ki so rekli, da nacionalni interes se izkorišča za to, da nekdo ohranja svoje privilegije in tako naprej. Skratka, to je spet nek bav, neka zadeva, ki se z njo straši eden drugega. Tle izkazujemo seveda popolno nezrelost, kot otroci, da se ugasnemo luč in kričimo en na drugega in se strašimo, ker pravzaprav jaz osebno mislim, da prodaja Mercatorja temu hrvaškemu Todoriću, Agrokorju. O njem smo slišali in lahko prebrali ogromno. Kakšne vrste človek je. Torej njega ne zanima prav nič drugega kot spet jasno profit, korist in bo se ravnal samo po tem. Že pred parimi, 3 tedni je bilo v Mladini članek, v katerem se jasno popisuje to, bom rekel, uspešno pot tega vele trgovca hrvaškega,
ki je pravzaprav en primitivc. Ja, ker je problem teh ljudi, ki so čez noč se seveda obogatili. To ne gre za neke dinastije, ki so skozi desetletja ali stoletja pridobivali. To niso Rothschildi, to niso Vanderbilti, to niso ne vem kdo. Wittgenstein. Kako? Wittgenstein. No, Tudi to niso hitro dobili, veš. to so ljudje, ki so čez noč opanke sezuli in oblekli čevlje, ki jih tišijo in zaradi te nejevolje, zaradi teh otišancev seveda delajo grozljive stvari. Zdaj, Miloš se je javil z repliko, če dovolite, samo pogledamo glase, takoj vam dam besedo. V bistvu. Ponovno pozdravljeni, oddaji Vroči stol, zdaj se zanimiva debata razvila, ampak Miloš, ti si se javil za... Ja, najprej moram pojasniti, da sem jaz lobist od Agrokorja, tako da ne bi bilo nesporazumov, to zmeraj povem, zato da vsi vedo, za kaj se gre. In da je to lepo tipičen primer tega, kaj dobi lahko človek, če ima enostranske informacije. Človek, Ivica Todorić, je imel 40 milijonov nemških mark, je imel ob leta 90, ki jih je ustvarila njegova familija, še pred njim, oče pa deda. Ustvarili so ga v stari Jugoslaviji. Oni so imeli po celi Jugoslaviji rože in ti si že v tistih časih, se pravi, ko sem jaz komaj se rodil, si rože na dom dobil lahko. Oni so res dobro delali in so ustvarili, se Grdenija še zdaj v Sloveniji, ker je on prodal to. To je človek, in tudi on ne kupuje za krediti, ampak kupuje z lastniškim kapitalom. S kapitalom, ki ga bojo dajo nekaj, ker bi jaz hotel, da bi kdo našim zaupal, da bi mu dal toliko denarja, ko bojo njemu dali ti ostali vlagatelji, ki se pravzaprav stojijo v vrsti, kdo mu bo ponudil denar. Ampak zdaj pa dovolj o temu, ker je to samo hotel sem za ilustracijo, kako lahko človek ima, ker ti Sloveniji, zdaj si pogledajte, kdo je pisal. Je ena knjiga napisana na Hrvaškem, jaz sem gledal enega zelo kredibilnega človeka, ki je bil avtor te knjige, ki je pisal pač o zgodovini Todorića in tam je bila zgodba popolnoma drugačna. Ampak Todorić ni kupil niti ene same stvari v privatizaciji. Enega samega podjetja. Ni kupil v Tudžmanu pa tak dalje. Kupuje samo podjetja, ki jih je nekdo drug zafural že. In postavlja. Ampak boste videli, zdaj pustimo Todorića, ne bom se zgubljal, to smer, ker ni tema. Tisto, kar pa meni zelo, kar sem zelo poudariti, mi je pa zelo všeč, kaj je gledalec povedal. Gledalec je povedal eno res ključno stvar po moje in to je ta, da pri nas ne razmišljam o tem, kakšne ljudi potrebujemo, pa da bomo te ljudi tudi po krizi rabili. Odpuščati ljudi, to, kar je zdaj glavna ekonomska misel, odpuste, to zna vsak bedak. To je najlažja stvar od vsega. Jaz lahko povem moj primer, ko sem leta 1999 prišel v Zavarovalnico Maribor, sem naredil prvo analizo, ker sem delal reorganizacijo, za tega sem pač prišel. In sem naredil analizo in sem prišel do Cotarja in sem mu povedal, glej, tukaj ljudi je preveč. Je rekel, jaz to vem bez tebe. Ampak kaj naj s tem naredimo? Ne jih odpustimo, gre na zavod, kje se bo zaposlili. Zakaj je pa ta stvar zdaj tako pomembna za razumevanje tega? Pomembna je zato, kdo zmaga v resnici. Zmaga podjetje, ki je takrat, ko se začne dvigovati, ko bo konc krize, bilo sposobno delati. Če vi odpustite, dobite nižanje stroškov, to je resnica na prvi pogled. Če ravno ne tako v začetku. Vendar vam zmanjkajo kadri za takrat, ko morate pa zalaufati. In teh kadrov ni. Če ti eno leto, dve ne delaš, si ti pravilno nesposobna oseba. In zdaj, kaj bi morali vsi pametni lastniki narediti? Bi rekli, ne, niso dividende glavna stvar. Ni to ključna stvar. Ključna stvar je zdaj to, da mi podjetje usposobimo, da očistimo stvari, ki jih je treba očistiti, pa postaviti. Vendar ne odpuščati ljudi zato, da jih bomo imeli tako visoke dividende. In to tudi država ne počne. Država tega ne naredi. Država reče, da je tukaj ljudi v preveč. Kako pa ve to? Na kak način ve, da je v šolstvu preveč ljudi? Na kak način ve to? Zato, ker je nekdo tako... Ne, oni kar tako govorijo. Oni celo ta zdaj minister za finance mi je šel zelo na živce, ko je rekel eno stvar, ki je rekel, da imamo skandinavski javni sektor, nimamo pa skandinavske produktivnosti. In tle je tu, mislim, zakaj on pesni, zakaj ne bi bil konkreten, kako ve, da je naš javni sektor. Jaz vem, ker OECD pravi, da je naš javni sektor pod povprečjem absolutno primerljive države. In OECD ni nič prijaznega. Je, ampak niso učinkoviti. Po drugi strani, kaj to lahko pomeni? Naš javni sektor je učinkovit, mislim, da so šole, vrtci in tako naprej, da so odlične, da so skandinavske, zaradi tega, ker ljudje dobro delajo.
in so naredili v nemogočih razmerah, brez tega, da bi imeli državo, ki bi jih pri tem podpirala, neko kvalitetno družbo, to se pravi ta del družbe, ki predstavlja javni sektor. Tako da je to popolnoma brez veze, razen tega te skandinavske države. Skandinavske države so za 30% bogatejše od Slovenije. Jaz mislim, da naš javni sektor je za več kot 30% manj nam daje. Tako da to je tudi kar tako čez palc. Lahko tukaj izrečem, ker Samo to dokončam, ker je skočil, ga beseda, da je tako zagrala, da je to na izhodišče. Sam trenutek, da postavim še tukaj. Glejte, zdaj je naš ključen problem je v resnici Evropska skupnost. Oziroma komisija, oziroma to, kar se nam pripravlja in kaj naredi. In mislim, da bi zdaj morali narediti en pakt, ki pomeni, kaj to pomeni pakt? Da do konca septembra pustimo vlado pri miru, če bi se to dalo, to bi bilo idealno, da je mediji ne postavljajo nobenih vprašanj v zvezi s tem stvarmi in tako dalje, da sem delajo. Zato, ker če veste, koliko vprašanj dobijo novinarji, koliko vidijo noter, pa se ministrstvo ukvarjajo z odgovarjanjem na vprašanja, bolj kot se ukvarjajo z delom. In samo za tega, ker to je nam glavni problem. Tako kot se v podjetju je pomembno, da najboljši ljudje delajo najbolj pomembne stvari v najbolj ključnih projektih. Bi morali tudi ta projekt razrešiti. Zdaj, se mogoče bi gospoda Hanška vključil, bi prosil, če lahko, samo, mislim, zdaj na to temo, ki je pač gospod Čirič odprl, zdaj, kako vi gledate na to, kar je rekel, dajmo vladi mir, oziroma kako gledate na to konkurenco, ki vam nastaja znotraj leve sredine z gospodom Šoltesom, pa mogoče z gospodom Pirjecem, čeprav ste danes skupaj sedeli na tiskovni konferenci. Kako si to predstavljajo, kako se bo pravzaprav ta zadeva razvijala sploh zdaj v naslednjih mesecih? Ja, to je malo manj pomembno kot odgovor, ampak bom najprej tukaj odgovoril. Za Šoltesa ne vem, da kaj niti nič konkretnega rekel, da kaj ustanavlja kakšno stranko. Ja, potrdil je, da pogovori o novi stranki potekajo. Vse to je bilo delo. Seveda potekajo. Že potekajo leta in leta. Ok, nič hudega. Jaz sem zelo vesel, če se bo izoblikovalo iz različnih, bi rekel, neizoblikovanih zahtev, gibanj in tako naprej, 1, 2, 5 novih strank s podobnimi programi, da bomo lahko naredili koalicijo. To je vsekakor boljš, kot pa biti razsud in nejasen, ne vedeti, kaj hočeš. Da sem pa s gospodom Pircem, jaz sem že z veliko ljudi sedel, tudi Janša smo že skupaj sedeli, pa kakšno pivo pila. Tukaj se pa jaz v dveh stvarih ne bi strinjal. Kar se tiče javnega sektorja, sem 30 let zelo natančno napisal objavo, tudi mednarodno, o javnem sektorju in to, kar 20 let v Sloveniji govorijo, da je javni sektor, ampak to govorimo šolstvo, zdravstvo in tako naprej, ta definicija je sploh napačna, kar pa nas javni sektor govorijo. Javni sektor, če bi šli po denarju, je SCT pa gradbeni podjetja bolj javni sektor, kot pa recimo domovi za stare. Mnogo več denarja so v državi dobili, kot domovi za stare dobijo 80% na trgu oblikujejo, vsa gradbena podjetja so pa živela od države, tako da je tukaj, ampak pustila to, veva, zakaj gre. Pri nas je javni sektor po deležu zaposlenih, po deležu, ki ga dobijo od države, med najmanjšimi v Evropski skupnosti. 20 let poslušam, zmanjšati je treba od ekonomistov, bančnikov in tako naprej, zmanjšati je treba javni sektor in bo vse krasno. Ker je pa nas... Ne govori Evropska unija, ni res. Ni res. Noben pa ne to pri nas skozi govorijo, da je to največji in da je največji na svetu. Da pričakujejo rezultate zmanjšanja proračunskega primanjkljaja in tega. Sej to bi rad povedal naprej, zaradi tega, ker so se odločili, da je treba uničiti državo, ne zaradi tega, da bojo razvoj naredili. Problem je, ves čas so govorili, da je največji, zato je treba zmanjšati. Recimo enkrat sem imel, ko bi rekel, besedni dvoboj z sedanjim šefom Bank Slovenije, gospodom Arharjem, ki je točno to trdil, največji zato je zmanjšati. Jaz sem imel podatke, sem rekel, pogledajte, eden najmanjših Evropa,
če ni največji, je pa prevelik. Povejte, prosim, argumente. Pa bančnik pa ti govori kar tako na pamet. Poleg tega sem jaz naredil neko drugo analizo. Za leto 7, pred krizo, ki je butila ven, 4 skupine držav plus Slovenijo. Nordijske države, zahodnoevropske države, vzhodnoevropske države in PIX države. To se pravi tiste, ki so in primerjal velikost javnega sektorja. Najmanjši javni, ker po vseh teh tezah, da je javni sektor kriv, bi mogli imeti tukaj največji. Najmanjši javni sektor po številu zaposlenih in po deležu, ko ga dobijo, so imele tiste države, ki so prve padle v bančni. Zaradi tega, ker privatni sektor dobiva denar, ga peljev v davčne oaze, v javnem sektorju pa ti teže to delaš, razen seveda preko teh lumparij povezav s korupcijskih javnih naročil. Ampak ne moreš pa, tukaj je problem. Drugo so pa, ampak pustimo to, samo jaz sem pa absolutno proti, da je treba država pustiti primer, ker zaradi tega to bi bilo dobro, če bi vedeli, da kakšen program imajo, pa da bi ljudje stali za tistim programom. Ampak program, ki ga imajo, je absolutno v nasprotju z tistim, kar jaz pričakujem. Dvomim, da sploh ministri vejo, kaj hočejo. Zadnjič, pred 2 dneva smo se pogovarjali o Tešu, pa je sicer ljubezniv minister bil. Oni bojo začeli zdaj preverjati številke. Pa vsi že 5 let vemo, dokler pa Teš gradijo. Ko bomo pa številke preverili, se bomo pa odločili. Žal, to je to. Drugo, to, kar je minister za finance govoril, to je absolutno proti temu, kar jaz mislim, pa celo že neoliberalna Mednarodni monetarni fond govori, to, kar on trdi. In v takem primeru jaz ne morem molčati pa pustiti, da me boš za vsak trenutek moram mnogo spotikati, da ne bo to delati. Že bi narobe glasovali, če ne bi bilo pritiska. Jaz sem pri javnem sektorju hotel drugo stvar podariti, sem ta stavek podariti. Problem procesov. Namreč jaz ne morem trditi, ali je preveč ali premalo, ali je to, če ne grem pregledati procese in jih optimirati. Šele potem lahko trdim. In tako se v gospodarstvu rešujemo stvari. Tako je, to se pa strinjam. Analizo je treba narediti, ki pa noben noče narediti. Jaz vam povem, 30 let sem bil tam v službi, vem, tako slabo funkcionira, kot zdaj še nikoli ni. Ampak to ne zaradi birokratov, ampak zaradi politike, ki neprestano se vtika. Sam primer, pa svoje kadre za šefe nastavlja, ki ne smejo delati nič drugega kot tisto, kar jim naročijo, ne pa strokovnjaki. Sam to primer. Se spomnite pred leti sončne elektrarne v Celju nekje, ko je eno ministrstvo dalo dovoljenje za sončno elektrarno, drugo ministrstvo je pa ugotovilo, da je črna gradnja in ne jo podrejo. Kako naj birokrat, uradnik funkcionira, če ima 2 ministra, ki drugo govorita in tukaj je ta problem. En minister pravi, da je, drugi minister pravi, da ni, hkrati. To je politika kriva, ne javni sektor, ampak politika je kriva. Njih bi mogli odstaviti. Da je Bruselj dal v Sloveniji in Italiji do jeseni, da najdeta glede tega rešitev, pač seznanili so danes to delovno telo, posebnega delovnega telesa regionalnih skupin o seznamu prednostnih projektov in da je pač Slovenija povedala, da je proti temu seznamu, ker je plinski terminal v severnem Jadranu oziroma v Žavljah ni bil odstranjen. To je nekako. Ampak to še ni končana zgodba. To ni končana zgodba, ja. In jo mogoče ne bomo izgubili, če bomo prisilili vlado, da bo nehala biti servilna, ker servilnostjo s pristajanjem na vse mogoče trike in izsiljevanja izgubljamo. In tudi ugled. Sam gospod Svetina že čaka nekaj časa. V zvezi s strankami in potencialnimi novimi strankami bi rekel samo to. Problem stranke leve, desne, centralne, tako rečem. Naj bi se bistvo iz tega civilno-družbenega gibanja neke stranke. Ne, mislim nekaj. Pri stranki je seveda ključen program. Programi strank so tako rekoč, bom rekel, popolnoma nekaj, kar je neobvezujoče. V ozadju v bistvu. Stranka pač ima nek program takrat pred volitvami, kjer poudarja določene, bom rekel, točke iz tega, prioritete, kakorkoli se temu reče. Ampak jaz mislim, da je seveda
lahko neka stranka, ki bo nastala in ki bo verjetno recimo uspešna v smislu tega, da bo pač tudi postala parlamentarna stranka, se mi zdi, da je ključen njen program, ker ne vem na kaj, na lepe oči, lepe obraze, dolge noge in tako naprej ne boš volivcev dobil, upam. Skratka, zato se vsi te nove stranke, ki so nekako v bližini vstajniškega gibanja, tukaj mislim seveda predvsem na ta odbor, kjer so pač dr. Keber, profesor Pirjevc, Mihaljak in tako naprej. Se mi zdi, da seveda so ta val vstajniški zajahali in da seveda računajo na to, da bojo na ta način lahko pač prišli v parlament. Jaz ne bom nič razočaran, če ne bojo v parlamentu in tudi nič vesel, če bojo v parlamentu. Drugo je z Šoltesom. Okrog Šoltesa se toliko časa govori, da mislim, da že to ni perspektivno za ustanovitev, za nekoga, ki misli ustanoviti in voditi stranko. Temeljna stvar pri teh strankarskem sistemu se mi pa zdi sledeča. Popolnoma nerazumno se mi zdi, da je stranka, ki zmaga na volitvah, zbere največ glasov, čeprav tudi samo za 0,5% več kot druga, po avtomatizmu je predsednik stranke predsednik vlade. To je nekaj, kar je po moji pameti skregano z zdravo pametjo. Ker ne vem, po kakšni logiki bi predsednik stranke lahko postal kar predsednik vlade. Jaz mislim, da je treba, in to je tisto, kar bi bil velik korak za človeštvo, ne samo za človeka, da bi preprosto razumeli, da je vlada tista, to je misel, ki je bila porojena v času razsvetljenstva, sredi 18. stoletja, da vlada opravlja tiste funkcije v dobro ljudi in da mora biti zaradi tega profesionalna, učinkovita in seveda zastopa pravzaprav državljane, ki pravzaprav v njih, ki je dobila od njih nek mandat. To, da se nek popolnoma amaterski politik, ki zmaga na volitvah, pojavi kot kandidat za predsednika vlade, pa to se mi zdi, da je nekaj, kar je popolnoma skregano zdravo pametjo. Samo toliko. Sam tukaj, eno stvar sem hotel vprašati, mislim, malo me spomnim na to polemiko, ali bo gospod Janković kandidiral, oziroma kako se bo ta zgodba, zdaj se ne vem, mogoče pa gospod Hanžek komentirati. Mi v Trsu imamo napisano, da ko bomo zmagali na volitvah, predsednik stranke ne more in ne sme biti, in to predlagamo tukaj, predsednik vlade iz, ko bi rekel, lepotnih razlogov, če že ne zaradi etike, ker predsednik stranke zagovarja ideologijo stranke, predsednik vlade mora biti pa to. To je eno, drugič pa isti človek ni nujno in ne more biti dober na vseh različnih funkcijah. Če sem majhen ciničen, v starem režimu, partijskem, je bila partija toliko pametna ali pa zvita, prefrigana, da je razdelila si te funkcije. Politične in tehnokratske. In je bil predsednik vlade, je bil predsednik parlamenta, je bil predsednik centralnega komiteja in so bili potem je bila še socialistična zveza in še sindikati. Pa mladina. Res so bili vsi iz iste stranke. Ampak vendarle ni bilo združeno v enem samem osebi vse funkcije. Preprosto. Ampak to gre na roke gospodu Jankoviću, zdaj, če tako rečem, ki pravi, če bo jaz kandidiral na kongresu, je Bratuškova vseeno lahko predsednica vlade. Gospod Koršič. Ne bom veliko o Jankoviću, mislim, da je tle bivši nekdanji predsednik Kučan povedal vse. Jaz bom eno malo variacijo, ki bo drugačna na stranke, da ne bomo samo kritični. Nekaj pozitivnega se je vseeno zgodil, se pravi, v proceduri je, upam, da tik pred sprejetjem, Zakon o financiranju strank.
ki je bil narejen v sodelovanju in zaradi tega večkrat protikorupcijsko protikorupcijsko komisijo. Ta zakon je bil zelo ključen zato, ker tle smo imeli sistemsko korupcijo. Iz tega je izhajala vsa sistemska korupcija iz tega zakona. Seveda to se je videlo iz tujine, ta mednarodna organizacija za preganjanje korupcije GRECO je opozarjala Slovenijo na to. In tle se nismo v 6 letih ali 7 zganili, pravzaprav 20 let imamo to zakonodajo med najslabšimi v Evropi, je rekel Klemenčič, in jaz smo popolnoma verjamem, če bi vsaj ta zadeva bila postavljena na pravo mesto, bi bilo že nekaj. Izvoli, Miloš. Jaz mislim, da je to zelo naivno gledanje, ne? Da bo to kaj izboljšalo stanje. Ne? Zato, ker gledajte, tudi to, da je protikorupcijsko sodelovala, no, zraven to ne pomeni, da ima blage veze o tem, kako to poteka. Zakaj govorim na tak način? Ne? Zato, ker to lahko zgolj nekdo, ki je sodeloval po vodu kampanji, lahko pove, kako stvari grejo. Ne? In vi boste težko predpostavljati, to je zelo naivno, da se da tako rešiti. Ali boste pa morali najti tako pregleden vir financiranja za stranke, da bojo lahko delovali. Ne? In če ne bo, ta vir pa pomeni, da ga moraš z davkoplačevalskim denarjem plačati, kar mislim, da je enkrat že zares predlagal. Ampak če se zdaj... Mi smo tudi to predlagali. Ja, je pa tako. Vse ostalo prepovedano. Da sem dokončan tole. Ne? Se pravi, je ta zadeva je ekstremno naivna in bo pravzaprav naredila več škode, kot koristi. Ta zakon je slab. Ta predlog je pa lahko še bolj problematičen, če ne bo razrešil vse druge. Ampak jaz bi se vendarle zdaj, ker smo že v bistvu nek lok naredili, začeli smo s Snowdenom, potem z NATO-om, z Evropsko unijo, z Trojko, ne? Me vendarle zanima vaše mnenje, kako v bistvu dejstvo je, da bo Slovenija morala prodajati nekatere zadeve, oziroma da se temu ne bo mogla izogniti. Kako si vi predstavljate, oziroma kako najstrateško zagotovi, da ne bo samo ena država dobila prevladujočega, oziroma da bo to nekako, bi rekel, ne 50-50, ampak vse po 25% med velike. Ne? Zato mislim, da tudi prihaja francoski predsednik, da se vsaj med Nemčijo in Francijo ali pa še med koga drugega. V bistvu, mislim, me zanima, kako gledate na te, da zaključimo s tem. To smo preprosto zamudili. Verjetno smo pesimisti, ker to je odvisno od politikov, ki niso dovolj kakovostni, da bi nam to zagotavljali. Pa od sistema, ki, vključno s tem zakonom o financiranju strank, s pomočjo katerega imamo klientelizem uzakonjen. Tako da verjetno ni posla pri nas, ne vem, kako je z Mercatorjem, a je tudi Janković njegov glavni interes? To so pravci iz Dnevnika. Ja, ni nič sodeloval z vami kot... Glejte, vzamite si zelo preprosto vprašanje, ki ga imate noter. Ali vidite v Dnevniku zadnje 2 leti, vse skupaj, pa lahko gremo tu še nazaj, en sam pozitiven članek o Janši, o Jankoviću. Ali ste ga videli? In enako velja še za kjera druga. Drugi pa pač povzemajo, ker če ti Jankovića objaviš gor, je to zanimivo za bralce. Objaviš Janšo, se bere, ne? To kot si ti sam pogruntal pri sebi. Ne? Objaviš Mirata Senico, pa Katarino Kresal, se bere. In se to daje. To pa tako teče. Poglejte to, kakšna kršitev človekove pravice je bila to, kar se je privoščila televizija, na zadnje ena, ne? Ko je prišla v počitniško hišo, ki ni last Mire Senice, šla na vrata gor priti. To je nekaj, kar je eklatantna kršitev. Eklatantna, pravna. Pa smo mirno spregledali to. Pa taki primeri je še dost. Tebi nihče na dom ne sme priti kar tako postavljati. To so neki osnovni parametri nečesa. Ne? Zdaj pa, da se vrnem na tvoje vprašanje konkretno. Ne? Mi se morate zavedati, da smo ta čas izgubili, ko smo o tem lahko odločili. Mi smo dolžni spoštovati evropska pravila. Evropska pravila nam ne omogočajo, da bi mi rekli, tej državi bomo to dali, te bomo dali to dali, te bomo to dali. Mi lahko, kaj imamo možnost? Mi imamo možnost reči, kateri parametri se bojo upoštevali. Lahko se rečemo, da ne bo cena prevladujoča. Pa še to je vprašanje, če si lahko privoščimo sploh to. Če imamo še manevrskega prostora, jaz sem vam povedal, da mi imamo po moje do konca septembra časa, da nekaj naredimo. In takrat se bo videl, ali smo dovolj se zadihali in gre. Ker če ti nimaš denarja, če ti ne gre noter, moraš pokazati, da nekaj gre. To ste stisnili so nas. In čakali smo predolgo časa, da bi lahko upravljali vse skupaj, zdaj pa bo, če kaj bo. Ne? In zdaj je treba gledati, da bo škoda čim manjša,
Ampak da pa mislite, da to ne bo šlo, ne bo šlo. To smo zamudili. Pa rušili smo si boniteto s tem, da smo klicali trojko, takrat, ko je noben drug ni. Predvsem smo preveč lagali. Lagali smo, gledali, politiki z naši so lagali, mogoče z najboljšimi nameni, so obljubljali stvari, za kere so vnaprej vsaj nekateri so vedeli, da jih naprej ne more rešiti. In ko če obljubljaš, ne kladaš, potem ti ne Še mogoče še zaključne besede, gospod Svetina pa gospod Hanžek, mislim, zaključno misel. Glede na te zlovešče napovedi, da bo septembra, v bistvu, da bo prišla neka ura resnice, oziroma zanima me, kako se naj praktično Slovenija obnaša v tem svetu, ki smo ga danes analizirali. Začeli smo s Snowdenom in s temi geostrateškimi temami. V bistvu, ne. Bom rekel nekoliko tako, tudi če bomo na nek način nekaj izgubili, moramo ohraniti svojo, bom rekel, pokončnost in identiteto. To je to. Ampak če to, da je revščina že ne samo potrkala na vrata, a da je stopila skozi vrata, to je dejstvo. Ampak jaz mislim, da moramo ohraniti tisto, kar nas je pravzaprav, če zdaj malo patetično govorim, ohranilo pri življenju skozi stoletja. Kulturo, mislite, oziroma je... Kulturo in pravzaprav samozavest. In samozavest, jaz zdaj ne vem, ali Mercator Slovencem daje samozavest. Nisem siguren. Vem pa, kaj lahko Slovencem daje samozavest. In to je tisto, o čemer smo mingede danes nekajkrat rekli, da pravzaprav je tu popolnoma, bom rekel, pozabljena zadeva, ki se ji reče neka etika, medčloveški odnosi, nekaj, kar pravzaprav tudi v hudih časih pravzaprav povezuje neko občestvo. Slovenci smo dali skozi že taka zgodovinska obdobja. Res je bilo zmeraj med nami, bom rekel, pač tisto, kar je Prešeren v pesmu v Krstu pri Savici. Brat že mori brata, nažalost, ampak to, ne glede na situacijo, kakršna nam bo, se čez mesec, dva ali več pojavlja, moramo pravzaprav ohraniti svojo pokončno držo in ponos. Gospod Hanžek, še mogoče. Če bi bila Evropa zdaj taka, kot je bila leta 1954 in ne bi bil v resnici to, kar se zdaj dogaja, plan nekaterih držav uničiti, pokupiti, ampak bi gledali na države na ta način, da bi jih mogoče malo izmozli, ampak ne uničili, bi se zdaj zgodilo to, kar se je zgodilo z Nemčijo leta 1954, ko je bila v taki krizi, kot je recimo Grčija pa in ostali, so ji države za to, da jo ne bi gospodarsko uničile, 80% dolgov odpisali, tudi vojno škodo. Ostalih 20% so jim pa rekli, da jih lahko vračajo takrat, ko imajo gospodarsko rast. In iz tega je nastal nemški gospodarski čudež. In to je recimo rešitev, ki jo Syriza v Grčiji zagovarja. Če bi bile te države in te politike v Evropi kakorkoli imele to samozavest, kar ti govoriš, bi rekli, Nemčiji, zdaj mi vrnite. V Grčiji so ugotovili, da glede na 54. leta odpisani dolgovi, ki jih je Grčija odpisala vojno škodo, je 136 milijard evrov brez obresti. Zdaj morajo pa odpustiti, že pol bolnico zaprli, policiste odpuščajo, vse odpuščajo zato, da bi vrnili to, kar so si zdaj izposodili, kar je mnogo manj, kot bi Nemčija vrnili. In enako je Slovenija in bi tudi bilo treba pogledati, koliko je Nemčija in vse ostale države. Se namiguje, da po 22. septembru je možen podoben scenarij v Evropi. In jaz upam, da bo, čeprav malo verjamem, ker smo noter ne samo zaradi nespametnega zadolževanja, ampak zaradi planirane poti, ki so ljudi pustili v nespametno zavajanje. Samo še eno vprašanje. Mislim, zdaj to glasovanje, ki smo imeli, v bistvu nekaj ljudi je pač se opredelilo do te vaše današnje ugotovitve, da je Janez Janša bil
nekoč to, kar je Snowden danes, večina meni, da ne, v bistvu. Ja, Zato, ker ocenjujejo Janšo kot človeka Kot zdaj. politika zdaj, ne pa to, kar je takrat počel. Ja. In to je slovenska posebnost, da smo mi, ne rabimo nobenega sovražnika. ja. Mi smo tako dobri v tem, mi ne ločimo, mi se ne borimo za stvari, ampak ko je konc, te probamo še osebno uničiti. In ta primer je točno tak. Takrat je to naredil, ali je bil osebno, to ne vem, ampak njegovo dejanje je bilo popolnoma enako. In tako je bilo to s temi nameni narejeno. Seveda, Točno tako jaz to tako. gledam. Ja. Jaz bi se vam zahvalil, ker smo malo že prekoračili rok, zahvalil bi se vam za zanimivo debato, v bistvu ni bila glih čist dnevno politična, ampak mislim, da smo mal vendarle na neki mal pogledali, mal širše zadeve. Ne. Jaz se vam zahvaljujem za sodelovanje na nocojšnji oddaji Vroči stol, vam spoštovane gledalke in spoštovane gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč. Lahko noč. Okay.